En lep pozdrav vsem skupaj, nov dan, nov video. Včeraj kar 2 videa, res je, zato ker je zadnje čase dogajanje zelo zanimivo, kar se tiče na Bitcoin področju. Danes bomo mogoče pogledali še kakšne druge karte kot samo Bitcoin. Ethereum je bil včeraj zelo močen. Bom šel kar malo čez ene par kart, bomo videli, kaj se kaj dogaja. Še prej splošni pogoji, nisem finančni advisor, tako da to je samo moj pogled na market. Lahko si preberete. Ok, se pravi, včeraj smo imeli tisti dober znak, ko smo prebili tole črto, zdaj imam že kar, to je kar zakompliciran zgleda. Premagali smo tole črto, da bom dal takole, Kar smo rekli, da je zelo dober znak, da gremo više, ampak to je bilo v prvem videu, v drugem videu smo govorili o tem, da rabimo še več potrditev za to, da smo res sigurni, da gremo v pravo smer. In zanimiva stvar je, ko sem se pogovarjal z enim od kolegov, traderjev ali pa investitorjev, kakorkoli. Smo se pogovarjala o Ethereumu. Gremo pogledati Ethereum. Ok, to je zelo jaz plado do včeraj, bye. Če pridemo do tukaj. Pozabimo na to, sedaj bomo šli na tole karto, ki je sveža. Se pravi, bili smo res tam močen premik na gora, ampak nismo bili še, jaz še nisem bil agresivno noter, imam samo 1/3 svojega kapitala zaenkrat, ki ga planiram noter, zaradi tistih ciklov, o katerih sem govoril 2 dni nazaj, zelo pomemben video, cikli, in če samo povzamem, vsak market ima 5 ciklov, 5 ciklov. 5 ciklov, akumulacija, zgodni trend, parabolic, kako bi temu rekel v slovenščini, parabolic movement, pravi eksploziven trend, 4. crash, se pravi, kako bomo prevedli crash, se pravi, ko se market sesuje, ali pa crash se dobro sliši, vsi se tem pogovarjamo o crashu, in potem extreme volatility, se pravi, velika volatilnost. Če si niste pogledali, je video v angleščini, ampak je res zelo, zelo pomemben. In govorili smo o tem, da moj plan je tak, najbolje je kupovati kovance v akumulaciji, 30%, to je moj plan. V zgodnem trendu še bolj, 30%. Ko gremo parabolično gor, v eksplozivnem trendu ne želimo investirati, v crashu ne želimo investirati. Sedaj smo v velike volatilnosti, zato jaz kar investiram že tukaj, samo 1/3 mojega kapitala. Zakaj? Seveda je najbolje ujeti akumulacijo, ampak stvar je tem, da smo v takem obdobju, kjer lahko da sploh ne gremo v zgodnji trend akumulacije, ampak kar naprej gor. Zato sem dal že, to je bolj agresivno, sem dal že nekaj financ noter, 1/3. Zdaj, če niste pogledali tistega videa, bomo zelo na hitro. Priporočam vsem, da greste nazaj, kjer to vse razložim bolj v detajle. Ampak recimo tlele vidimo teh 5 ciklov. Na zadnjem bublu 2013 smo imeli tlele akumulacijo, early trend, akumulacijo do tle, prvo fazo. Pa začetni trend, pa potem ta parabolični move in crash do tukaj, in potem ta volume. In tukaj smo zdaj trenutno v Bitcoinu, samo da mi ne vemo, v katero smer gremo dol, a gremo gor, ne vemo še. Zato pa, jaz sem še vedno previden in jaz nisem tako izkušen trader, niti investitor, zato jaz večino stvari, ki jih predavam tukaj, v bistvu prej si pogledam
bolj izkušene traderje. Preberem njihova mnenja, potem sam jih interpretiram in dam na tale kanal in investiram. Glede na to. Se pravi, mi smo lahko zdaj v tej fazi, ko je ekstremna volatilnost, ampak če se izkaže, da je to dejansko kar nadaljevanje uptrenda, potem da še ostal večji del v kriptovalute. In zdaj, recimo včeraj je šel Ether eksplozivno gor, vidimo to svečko tukaj, in je kolega, ki tudi investira, rekel, joj, pa sem zamudil ta velik move. Meni se zdi tukaj, to je moj princip razmišljanja. Če v primeru, da se zgodi, da gremo nazaj dol, lahko to zelo močno pade in izgubimo recimo 40%. Recimo, da imamo 1000 evrov. Sedaj še ne vemo še, ali smo v uptrendu ali v downtrendu. Pravi, opcija recimo A, recimo v tem primeru, downtrend. Pravi, lahko izgubimo 30, 40, 50%, če je to res downtrend. Pravi, recimo, da tole Bitcoin se obrne in gremo dol, lahko pademo na 600, ne bomo zdaj o tem razglabljali, ampak point je v tem, da če smo dejansko v downtrendu, je to samo false breakout, lahko izgubimo veliko več. Pravi, imamo 1000 evrov, lahko izgubimo toliko procentov, pravi to 300, 400 ali 500 evrov. Če pa je to B, uptrend, bomo šli pa na dolgi rok, v naslednjem letu ali dveh so predvidevanja, da recimo Ether ima potencial, da gre do 5000 ali celo 10 000. In pravi, imamo dve situacije. Če se to res zgodi, pravzaprav meni čisto vseeno, a vstopam pri 1100 ali pri 1000, ok, to smo zdaj v evrih, se moramo reči na to, a vstopam pri 1100 ali pri 1200 ali pri 1300, ali pa tudi če malo višji, kar se tiče long term investicije, zato ker je v bistvu ta procent proti ceni, kjer bo čez leto ali dve, toliko manjši. Ampak, če pa grem zdaj z vso investicijo noter in imam narobe in sem v downtrendu, pa lahko izgubim toliko več. Ok, upam, da sem to razumljivo razložil, zakaj sem jaz bolj previden še in zakaj je to smiselno. Tudi tistih 5-10%, če vidimo, da so nam ušli, ni prevelik problem. Ok, tle imamo zdaj veliko enih črt gor. Malo bomo dole naredili bolj pregledno. Se pravi, tole bom malo zmanjšal. To smo imeli tole črto, ki smo gledali včeraj in smo jo prebili, kar je bilo super. Znak, da gremo više, ampak imamo zdaj še eno podobno strukturo. Prej sem imel ta trikotnik, ta tukaj. Kako če me to narediti, da bo malo lepše, Najbolj, da to vse bom poberem. Ok, včeraj smo imeli situacijo to, da smo tole premagali, smo rekli, ok, super, prvi znak, da gremo više, ampak zdaj bomo spet na drugo preizkušnjo in sicer tale trikotnik. Kar bi bilo zelo grdo, da bi se zgodilo, kar je možno, da se zgodi, ampak ne vemo, je, da pridemo do sem gor in se odbijemo od tega trikotnika. Ker kaj je trikotniki so v marketu, market se vedno odvija v expansion in contraction. Se pravi, ko pridemo v trikotnik, se nekako kupci in tisti, ki prodajo, ne morejo odločiti, kaj bi in se zato v vedno ožjem
rangeu to vse dogaja. In kot vidimo tlele, to vedno bolj skupaj. Ko pride do neke točke, pa bomo navadi na 75% tega trikotnika, seveda cela ne more v nedogled tako se počasi premikati, pride do neke točke in se odloči, v katero smer bo šla. Tako da zdaj smo spet v novem ključnem momentu. Zdaj te dni, nekaj dni bo zelo ključnih za Bitcoin, kar se tudi dogaja, in s tem tudi za cel kriptosvet, in jaz pač opazujem, gledam bolj dnevne priložnosti, ampak če recimo spet premagamo ta trikotnik za momentom, kot smo govorili včeraj z velikim volumnom, sigurno bom začel tudi dolgoročno gledati za nove priložnosti za investicije. In če si to pogledamo še malo bližje, se pravi, kaj imamo sedaj? Imamo tukaj en tak trendline, in tele gor. Tele smo šli močno do tega trikotnika, prvič smo pretestirali tole prebita trikotnik, ampak nekako je to kar redko, da se v prvo že zgodi, da bi to premagali, zato smo gremo zdaj malo nižje. In se pravi, idealna situacija je, da gremo dol do tega trendlina, se dobijemo gor in eksplozivno gor. To je idealno, se pravi za strani tistih, ki so bullish, pa za strani kupcev, idealno, da pridemo sem, gremo čez in se močno odbijemo in ostanemo nad tem. Ostanemo nad to črto, ki je postala zdaj v bistvu trenutno resistance, ampak pomembna cona, se pravi 11.800, 11.750, to smo že včeraj gledali. Da gremo gor, prebijemo to in ostanemo nad to črto. Še en zelo dober znak, da gremo više, plus še tisto, kar smo že včeraj govorili, na weekly želimo biti, to smo pa včeraj govorili, želimo, da tale svečka ostane zelena, kakor je sedaj. Na weekly tale svečka ostane zelena. Tale RSI kaže gor, sprav tole, in ni nižje od, če kaže gor, je to že dovolj, ker potem pomeni, da ni nižje od prejšnjega supporta. In če imamo to zeleno svečko, tole kaže gor, premagamo tudi tisti trikotnik, potem jaz sigurno vstopam še z naslednjimi 33% svojega kapitala, za ostalo tretjino še malo počakam. Ok, to je to, imel sem par vprašanj za še ostale, kaj se dogaja, se pravi Ethereum, ki bomo tole počistili. Ethereum. Včeraj zelo močna zelo močni movement na gor, se pravi smo imeli, pa pogledajmo, imeli smo nekako ta trikotnik. Ethereuma nisem toliko pobliže spremljal, ne povem, da to, kar zdaj počnem, je res bolj brainstormanje. Tukaj držim malo prej. Ok, se pravi, smo tukaj nekako pobegnili ven. Ok, tukaj imamo eno pomembno cono, vidim. Kjer smo se tukaj ustavili dvakrat, se pravi, kar pomembna cona, plus bila je strop in so postala tudi tla. Smo govorili, da je to najmočnejša oblika support and resistance, ko najprej deluje kot strop in potem kot
To deluje kot strop in kot železnica, se pravi, imamo tle eno pomembno cono. Pravzaprav smo točno na tej coni, ravno zdaj, zanimivo, ne? Prav smo šli čez, kar je v redu. Ampak meni načeloma taki eksplozivni premiki mi se nimam kaj dosti pomagati, če nisem že notri, če sem že notri, super. Oziroma sem, ne, včeraj sem tukaj že, kot sem razlagal, 1/3 svojega dolgoročnega kapitala že začel vlagati, kar je bilo super, da sem ujel en del tega. Ampak danes čakam na to, da imamo retracement, da pridemo niže. In kam niže bi lahko šli, na tale support sigurno. Ko pridemo niže, bom iskal za spet vstop. Ampak to ni za long term, ta vstop bi bil bolj za mogoče dan ali dva, bolj swing trade. Vse ostale long term nakupe eksplicitno se orientiram na Bitcoin. Tako da, se pravi, to smo imeli eno tako lepo situacijo pri Ethereumu, da vse tiste, ki ste bili noter, super, ne? Tiste, ki niste bili, ne zdaj skakati noter, tlele gor, to je najslabše, kot smo razlagali, parabolična premik. Sigurno ne želimo tukaj noter, ker parabolični premiki do velikrat niso sustainable. Ok, to je bilo nakratko o Ethereumu. Ripple. Opa, Ripple ima tudi en trikotnik, to sem se jaz mislim, da včeraj narisal. Kaj smo prebili skozi. Pogledajmo malo, kakšen je bil volumen na temule. Wow, zanimiv. Ok, sicer v primerjavi s tem je bil majhen volumen. Ok, tle kako ustvarja neka cona. Tele se je odpilo že parkrat, tako v redu. Double bottom. Volumen. Primerjavi s tem je trikrat manjši, ampak ima tri svečke namesto samo ene. Tole je v redu, tukaj je mogoče. Se ne moramo iti malo višje grafe, da vidimo. Ja, v bistvu Ripple zgleda kar močen, tukaj ne vidim nobenega drugega trendline, da ki bi tukaj podoben pri Bitcoinu, ker smo premagali en trikotnik, smo imeli še enega, tlele ne vidim tega druga trikotnika, tlele mislim, da je ta trikotnik, ki smo ga premagali, kar edini. Wow, ja, zelo zanimivo. Ok. Mogoče tudi sam potredam kaj Ripple, nisem je toliko pozoren na Ripple, zdaj me zato koncentriram na Bitcoin. Ok, tudi tale 50MA je začela obračati. Ja, tukaj se v bistvu pripravlja en tak lep trade, bolj iz vidika za nekaj dni, za nabavo za nekaj dni, kar se mene tiče. Za dolgi rok jaz planiram samo tiste 4 kovance, zaenkrat imam še nekaj drugih gledanih, ker sem govoril tudi 3 dni nazaj v videu tu. Vse ostale bolj iščem priložnosti za trade, se pravi za mogoče dan, dva do 2 tednov. In ja, tale Ripple bom sigurno malo bolj pozorno opazoval, če imamo tukaj še odboj, če se tale stuff isti. Če mi tale indikator pokaže, da želi više, bomo stopil noter. Litecoin. Ja, vse je nekako zelo podobno kot Bitcoin, zgleda, imamo neke trikotnike, vse se nekako prilagaja Bitcoinu. Ampak Litecoin je res še bolj podoben kot Bitcoinom, jaz smo ta trikotnik, ki smo ga prebili, ampak imamo tlele gor še en trikotnik, tako da še kar nekaj teh resistance lineov.
Tako da, kar se tiče Litecoina, jaz bi gledal, ja, da se tukaj odbije, če bi ga spet kupoval, ampak spet za krajši čas ne bi šel, spet za ene par dni. IOTA, mislim, da ima kar nekaj Slovencev IOTA, včeraj sem jo gledal, mi je bila zelo zanimiva, ker smo imeli tak močen premik gor, in podobno kot zdaj že vemo to trik, ta trikotnik smo premagali, šli ven, pri IOTI podoben kot pri, kaj smo že imeli, pri Ripple nimamo nobene druge oblike trikotnika, nad tem imamo pa tukaj ene, tale cona je zelo, zelo močna, tukaj vidimo, da smo poskušali enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat premagati, nam ni uspel. Tukaj je bila pa ta support, se pravi, tale cena 2,6 pri IOTI. Bomo šli takole. Pomembna. Če gremo na to, sedaj to v tem momentu za nakup sigurno prepozno, kar se tiče swing trada, jaz govorim sedaj o swing tradu, ne za dolgoročno. Zato, ker nekako smo že imeli tele valove gor, imamo zdaj ta retracement nad dol, imamo ta močni resistance nad njo. Tako da, če pade tele dol nekam, in se močno odbije, potem mogoče tukaj kupam do tja gor, ali pa, če to zamudim, ko gre više na to, kupim za kasneje. Pogledam še na 4-urni karti. Ja, se pravi, 4-urna karta kaže še vedno na dol. Ja, tako da sigurno zdaj v neke dolgoročne swing trade ne bi šel. Ok, danes smo imeli malo več coinov, smo se pogledali. Napišite mi kakšen feedback, kaj se vam zdi, katere coine želite, da pogledam. Ali želite samo se fokusirati na Bitcoin, ali dodam še kakšnega drugega tam, tukaj, kateri coin vas zanima. Aha, še ena zanimiva stvar, bomo šli pogledati, kar se tiče Bitcoina. Včeraj smo govorili veliko o tem volumnu, ko smo presekali, premagali tisti trikotnik in smo rekli, ok, če imamo močen volumen, je to dober znak, ampak to je bilo malo zaskrbljujoče, ker se je potem nekako zmanjšal. Zato pa gremo pogledati tlele, se pravi, kaj je to. Tukaj imamo na CoinMarketCap Bitcoin in pogledamo tole historical data in pogledamo tale volumen včeraj, predvsem manjši kot prejšnje dni. Kar ni ravno najbolje, kar se tiče tega močnega trenda na gor. Tukaj bi se kako želel, da bi bilo tole vsaj 10, kaj je to, milijard volumna. Dejansko najmanjši volumen, se pravi, če naredimo na manjšem volumnu, ta exit iz tistega trikotnika, to ni najboljši znak, zato sem še vedno previden. Če pogledamo tle volumne, kakšne so imeli prav 17. januar, recimo 18, prav več kot dvakratnik tega. Se pravi, pogledamo, kaj se dogaja 17. januar, 16. januar, 17. Aha, se pravi, okrog tega so imeli ta odboj. Tu je ta res velik volumen in tukaj se je nekako zasukal market. Tako da zdaj imamo skoraj 2,5 krat manjši volumen. Tako da bomo zdaj zelo hitro prebili ta trikotnik. Glede na ta volumen, glede na to, kako se tole nekako izrisuje. Opa. Mislim, da znamo kar še malo temu trikotniku nihati. Eden med mojih inštruktorjev, mentorjev,
Rister je vedno razlagal, da pri trikotnikih se ponovadi izhodi zgodijo na 75% časovno gledano. Pa pogledamo. Ja, 75% smo v bistvu dali že mimo. Ampak cena nekako zaenkrat še ne kaže, da želi više. Če se odbijemo, kot smo rekli, če se odbijemo tukaj, močno in gremo gor, se to lahko zgodi. Ampak v naslednjih, kaj je to? Še ena svečka 4 ure. Ja, do nekaj 4 zjutraj. Do jutri nekako mislim, da bo to jasno. Plus še vedno bomo, kaj se je zgodilo s tisto tedensko svečko, ker se danes večer zapre. Pa povemo, ker se tale zapre, tudi tole ne bom povedal spravi. Jutri bomo imeli že kar dober občutek, kam gremo, a smo dosti sigurni, da gremo više ali ne. Ok, en lep pozdrav vsem skupaj, veliko sreče z tradenjem in investiranjem in eno prijetno nedeljo vsem skupaj. Like and subscribe and share. All the best.